Luka Jovančič je moje ime. Sem agrarni ekonomist, se pravi ekonomika upravljanja z naravnimi viri je nekako moje področje in moja naloga danes je, da nekako odstrem, bom rekel, ta ekonomski pa družbeni vidik uvajanja regenerativnega kmetijstva. Zdaj pač naslov pač mu zadajam ali pa nam zadajam nalogo zagotavljanje dolgoročne prehranske varnosti Slovenije in v oklepaje dajem tudi, se pravi, kakšen je domet znotraj tega. Uporabljam tudi eno besedo v nadaljevanju odpornost, pa vam kmalu povem, zakaj. Namreč, se pravi, sisteme kmetovanja moramo videti nekoliko širše, pa bom večkrat vam prikazal v prvem delu tega predavanja na kakšen način, se pravi, na kaj vse moramo misliti, ko načrtujemo našo kmetijsko proizvodnjo. Potem bom argumentiral, zakaj je koncept, ki ga je Rok lepo predstavil, se pravi, inženirsko, smotren, ekološko, smiselen in ekonomsko ima svojo racionalnost, konec koncev tudi korporacije, je bilo prej omenjeno, se že odzivajo pravzaprav na to. In bomo tudi si ogledali, oziroma bom predstavil en svoj vidik, kako vidim, da lahko regenerativno kmetijstvo dolgoročno prispeva k odpornejšemu kmetijstvu v Sloveniji. Da bo to zahtevno, vemo, vidike zahtevnosti, večkrat predstavil in na koncu še nekaj o tistem oklepaju, dometu. Začel bom pa z risbico. Sem se jo pač sposodil od kolegice iz Dunajske univerze, ki je par let nazaj predstavljala, se pravi, sistem kmetovanja na en takle prijazen način, se pravi, kjer predstavlja dejavnike, interakcije, ki vplivajo na delovanje kmetije. Se pravi, najprej, se pravi, levo zgoraj imamo tukaj kmetovalca z svojo družino, člane gospodinjstva, znanje, veščine, preference, preteklost, prihodnost, ki je vpeto seveda v neko, najprej pač obrat, tehnološki, kmetija, potem je tukaj seveda tudi vse, kar se tiče tehnoloških, organizacijskih, ekonomskih izzivov naravne kmetije in je vpeta seveda v nek prostor, v nek naravni prostor, v nek družbeni prostor. No in kmetije delujejo v, danes pa še posebej lahko rečemo, izjemno turbulentnih razmerah. Se pravi, če gledamo tako z vidika pač ekonomista, izjemno zaostrena cenovno-stroškovna razmerja. Letos pač od pomladi naprej vidimo, kaj se dogaja najprej s pač predvsem cenami inputov v kmetijstvu, ki galopirajo močno čez cene v kmetijstvu. Potem je tukaj ne samo cene, ampak tudi dostopnost inputov, naenkrat problem, se pravi odvisnost od mineralnih gnojil in potem imamo tukaj in cenovne in logistične ovire, klimatske spremembe, se pravi vsako leto kakšen katastrofičen dogodek postaja pravzaprav norma, pretrganje oskrbnih verig, začeli se s covidom, nadaljevali z vojno, Mujelka pride naslednjo leto, se pravi, potem tukaj na strani potrošnje, spremembe v življenjskem slogu, spremembe v preferencah potrošnikov, dinamično, zahtevno, no in ključna beseda, ki bi jo tukaj postavil, je odpornost. Odpornost gledano z več vidikov. Se pravi, rabimo odporen sistem kmetovanja, tisto risbico, ki sem jo narisal na začetku, oziroma ki sem jo prikazal na začetku, se pravi celotnega sistema kmetovanja. O izzivih sem ravnokar govoril, so okoljski, so družbeni, gospodarski, so institucionalni, tudi pravzaprav institucionalni ustroj kmetijstva, če ne drugega vsakih
7 let imamo nekaj sprememb v evropskem prostoru, kar se tega tiče. Funkcije, kaj družba pričakuje od nas, se pravi, zagotavljamo hrano, smo v tržni dejavnosti, poleg tega pa naša dejavnost ima še cel kup drugih širših družbenih učinkov in potem lastnosti odpornosti in na te se bom zdaj nekoliko bolj osredotočil. Znotraj tega 3 gesla, se pravi in znotraj teh 3 lastnosti, kje vidim prispevek regenerativnega kmetijstva. Prva lastnost je robustnost, se pravi piše sposobnost blaženja, obvladovanja nenadnih šokov. Kot so, sem že prej rekel, nepredvidljive, nihajoče, močno nihajoče cene, negotovo predaja. Se pravi, ekstremni vremenski dogodki, živalske bolezni, kakšne nesreče pride vmes, se pravi, cel kup nekih nepredvidljivih ali pa tudi pravzaprav predvidljivih okoliščin. In tukaj je regenerativno kmetijstvo z, bom rekel, tehnološkimi ukrepi v smislu zvišanju odpornosti kmetijske pridelave skozi prilagojeno setveno sestavo, izboljšanje upravljanja z vodnim režimom, z hranili, z zmanjšanjem vnosa kemičnih inputov, pa tudi z, bom rekel, ekonomsko-organizacijskimi vidiki regenerativnega kmetijstva. Se pravi, da nimo vključevanje teh praks v celotno verigo vrednosti. Še enkrat bom rekel, glejmo, kaj delajo recimo multinacionalke, ki že postavljajo neke zavezujoče, bom rekel, si naloge in pač vabijo svoje partnerje, se pravi kmetovalce, da se temu prilagodijo, da se vključijo v njihove oskrbne sisteme. Veliko govorimo v Sloveniji o tem, da pač smo vertikalno prešibko povezani in pazimo, da nas tukaj, se pravi, multinacionalke ne prehitijo. Se pravi, ekosistemske storitve, kot je način pridelave, poreklo, okoljski odtis, sledljivost, so neki atributi, ki jih lahko vključimo tudi v višjo vrednost hrane slovenskega porekla. Druga lastnost enega odpornega sistema kmetovanja je sposobnost prilagajanja. Se pravi, tukaj klimatske spremembe, degradacija tal, nekaj o tem je bilo prikazano na prejšnjem predavanju. Potem tukaj tudi tržne prakse, se pravi tekme proti dnu, cenovnega izčrpavanja, se pravi proizvodne v hitenju in hotenju proizvodne za pač nizko ceno, ki jo dosegam na trgu. In spet tukaj vidim močno vlogo regenerativnega kmetijstva. Prvo pač je to sklop, bom rekel, dobrih agronomskih praks, ki skrbi za dobro stanje tal, zmanjšanje obremenitve z inputi, izboljšanje biotske raznovrstnosti in spet, bom rekel, tudi organizacijski vidik, se pravi krajšanja oskrbnih verig, ki je spet smotrno iz vseh vidikov trajnosti in pa tudi nekih novih poslovnih modelov v kmetijstvu, če omenim čisto na tako nišo, recimo partnersko kmetovanje. In tretji vidik odpornosti, se pravi, je pa se naša zmožnost kmetij, da se zmorejo učinkovito odzvati na radikalne spremembe, ki pa so prav tako močno navzoče, od tehnoloških do sprememb v preferencah kupcev, do sprememb tudi v globalnih blagovnih tokovih. Se pravi, in tukaj regenerativno kmetijstvo spet, bom rekel, se ne odpoveduje, pravzaprav poskuša aktivno in koristno vključiti nova dognanja v tehnologijah. Se pravi, in je prav, da se tudi vključi v prakse za učinkovito zapiranje snovnih energetskih zank,
bolj, se pravi, poznanim pod, se pravi, je to en del, se pravi, krožnega biogospodarstva, se vključuje v nove, se pravi, proizvodi se vključuje v nove verige vrednosti, ne nujno prehranske, se pravi, stranski proizvodi v kmetijski proizvodnji se lahko, se pravi, pač prihajajo tudi skozi biorafinacijo, tudi v proizvodno biosnovanih materialov, ki pač zamenjujejo lahko tiste na fosilni osnovi. Ne? No in to nekako vidim kot ene močen prispevek k odpornosti kmetijskega sistema v Sloveniji. Še enkrat, to so, gre za, jaz mislim, da se vsi tukaj strinjamo in veselimo me tudi mene, da pač nas je toliko tukaj danes, ki se strinjamo, da je to racionalen koncept, da je zahteven. Vemo, tukaj ne bom šel v podrobnosti brez skrbi, ampak zgolj, da majčkeno mogoče v seštevku prikažem, kako naslavlja izzive od podnebnih sprememb s praksami in za svojimi naložbenimi potrebami do prispevka k ugodnemu stanju na področju biotske raznovrstnosti, do izboljševanja rabe vodnih virov in k ugodnemu stanju tal. Vse to, se pravi, za vsak od teh tabel bi verjetno zahtevala predavanje zase, tudi nekaj predavanj v nadaljevanju se temu se na ta 4 področja osredotoča. Zaradi tega se bom jaz samo desne kolone majčkeno bolj dotaknil. Naložbene potrebe so visoke. Ne? In če to zdaj postavimo v kontekst nekih agregatnih, ekonomskih, finančnih, proračunskih kazalnikov kmetijstva, so slike ali številke take. Se pravi, na levi strani EU vidimo spodaj desno, kaj je kmetijski proračun, kaj je domet recimo enega aktivnega usmerjanja države, ene panoge, ki je, se pravi, katere prihodki so 8-krat večji, kot je recimo proračun namenjen uravnavanju kmetijstva. Potem imamo tukaj še investicijski del vezan na investicije v kmetijstvu. No in če to postavimo nekako v kontekst Slovenije, vidimo vrednost kmetijske proizvodnje, se pravi 1,350 milijonov evrov, znotraj tega, se pravi sredstva za usmerjanje kmetijstva, približno dobra šestina, slaba sedmina tega. Del tega se namenja v naložbeni cikel v kmetijstvu, naložbene potrebe, kot so ocenjene, se pravi z vidika pač, se pravi tisti, ki se ukvarjajo predvsem za investiranje v kmetijstvo, pa so približno 3-kratnik tega zneska. In to me nekako vodi k zaključku, ki je naslednje. En zaključek mi je ukradel Rok, kar je super. Oba dva si deliva, bom rekel, sodbo, da je struktura kmetijstva, kot jo imamo, kot smo jo pripeljali skozi pač desetletja, sicer nekega, lahko rečemo tudi nekega zastoja v pač spremembah struktur, pa vendarle z vidika trajnostnega upravljanja z naravnimi viri je to lahko konkurenčna prednost. Prilagoditev na regenerativno kmetijstvo pa je pravzaprav samo tehnološka pot, kako te primerjalne prednosti k valorizaciji, se pravi dobre tehnološke kakovosti proizvodov, sledljivosti proizvodov, lahko je tudi nekih posebnih proizvodnih praks, kot je ekološka proizvodnja. Se pravi, kako lahko vse te lastnosti učinkovito ugradimo v ceno proizvoda. Ne? Vidim kot, se pravi,
regenerativno kmetijstvo kot pot k utrjevanju te primerjalne prednosti. Pot regenerativnega kmetijstva, bi rekel, danes govorimo o niši, mora postati norma, zaradi tega, ker pač vidim kot, vendarle sem tudi jaz agronom po, bom rekel, svojem izvoru kot neko normo, kot neko dobro kmetijsko prakso. O naložbeni zahtevnosti sem že nekaj ilustriral in zanašam tukaj na lastno akumulacijo, na ukrepe kmetijske politike smo se lahko naslikali, da ni zadostno. Tukaj tudi pri ukrepih kmetijske politike v nadaljevanju je treba večkrat razmišljati tudi o finančnem vzvodu skozi finančne inštrumente, ki se jih nekako ne upamo lotiti, pa mislim, da se jih bo treba. In pa ne nazadnje, ne zgolj denar, ampak tudi znanje, tehnološko sposobljenost, organizacija tega prehoda je izjemno zahtevna zadeva. No, potem pa še na koncu tale oklepaj, domet regenerativnega kmetijstva. Govoril sem o kmetijskem sistemu, če pa to prestavimo na celoten prehranski sistem, zagotavljanje stabilnega prehranskega sistema Slovenije, pa to nujno pomeni, da vsi akterji vzdolž verige hrane ta koncept, bom rekel, ponotranijo in se vključijo vanj. In na ta način okrepimo naše verige vrednosti in še enkrat, se pravi, lastnosti, kot je poreklo, kakovost, sledljivost, so lahko tudi konkurenčne prednosti celotnega prehranskega sistema Slovenije in pa seveda del prehranskega sistema, končni, pa najpomembnejši smo pa potrošniki, ki se pravi, tudi moramo ponotranjiti to skrb za vire in to izražamo tudi skozi potrošnjo hrane, ki prihaja iz slovenskega regenerativnega kmetijstva. Toliko, hvala lepa.